Dober dan, od srede do srede. Lep pozdrav sem. Najprej bova nagovorila poslušalke, gledalke, bralce, gledalce, poslušalce. Naj se prijavijo na delo.si, ker je to pomembno za našo prihodnost in za prihodnost podcasta od srede do srede. Midva imava danes na mizi dogajanje v družbi, civilni družbi, obetajoče se družbene dogodke, ampak začneva s peticijo, ki jo je sprožil Miha Brejc. Miha Brejc je bil pred desetletjem pa pol tako približno poslanec SDS-a v Evropskem parlamentu, še predtem minister za delo v vladi Andreja Bajuka. Bil je pa tudi direktor varnostno-informativne službe, se pravi obveščevalno-varnostne agencije leta 1990. Kaj nam sporoča Miha Brejc ob zahtevi, da je treba predsednika Državnega zbora odstaviti? Jaz gledam pač to njegovo dejanje kot akt zaskrbljenega državljana, on je v pokoju, in njegovo glavno sporočilo je bilo, da je treba ustavo spoštovati, je ne kršiti, ne solirati, delati v interesu ustave in se obnašati do države spoštljivo s tresočo roko spreminjati stvari, zlasti kar zadeva ustavo in... Mislim, predvsem pa spoštovati, ne? Mislim, zaradi tega, ker tako, kot sem jaz razumel Miho Brejca, ne, bil tudi dolga leta profesor na fakulteti za upravo, ne, ga je najbolj iritiralo to, da je predsednik Državnega zbora torpediral zakonito vložene zahteve za ustanovitev preiskovalne komisije, recimo Black Cube. Ja, on je celo argumentiral, da se pravi, prvo, kar je navedel načelne razloge, ja, ustavne razloge, zakonske razloge, potem pa povedal tudi to, da je absolutna večina, se pravi, razen enega ustavnega sodnika, so soglasno, ne glede na različna bodisi porekla, mislim, da je Matevž Krivic vedno opozarjal na to, da je dobro, da je ustavno sodišče pač raznoliko, in v tem primeru so se v vsej raznolikosti poenotili na točki, da ni nobenega dvoma o tem, da je pač treba dati ljudem pravico do referenduma. Govorivo o omnibus zakonu. To je o omnibus zakonu in to, kar pa je kot očitek naslovil na Zorana Stevanovića kot predsednika Državnega zbora, je pa pač dejstvo, da so storpedirali že dnevni red, da sploh ni prišlo do tega, da bi lahko glasovali o tem ali pa da bi neka večina preglasovala drugo manjšino, ampak sploh ni prišlo do vzpostavitve dnevnega reda. To je bil, mislim, da glavni začetni očitek v tej peticiji. Ja, zgodi se nekaj nenavadnega. Ne? Nekdo je Brejčevo spletno peticijo torpediral. Ne? Se pravi, naenkrat se je pojavilo ogromno podpisov, ki so prihajali bodisi iz Izraela, bodisi iz Indije. Miha Brejc je na družbenih omrežjih napisal v narekovajih, se mi zdi, Black Cube. Še enkrat. Ja, sej, temu pravzaprav nekaj dodata. Ne. Te metode so, se pravi, on je povedal, da imajo ljudje pravico do izražanja, do vlaganja peticij, do izražanja svojega mnenja in tako naprej. Ne. In za nameček je dobil še poziv KPK-ja, da ne bi informacijske pooblaščenke. Informacijskega pooblaščenca. Se popravljam. In je rekel, da on temu bo sledil, zaradi tega, ker dviguje pošto, ker spoštuje zakone in tako naprej, izrazil rahlo začudenje nad prioritetami. Ne. Mislim, razlog za začudenje je na mestu, ne, zaradi tega, ker peticije so ustavna pravica in je omejevanje neke ustavne pravice
z sklicevanjem na tehnikalije teh evropskih regulacij o varstvu osebnih podatkov, meni nekoliko nenavadno. Ne? Recimo, da je to tako. Ne? Prioritete so sploh problematične in več kot očitno nespoštovane v samem procesu in poteku teh afer, ki recimo so se v zadnjem času v obnebju teh medijev, ki jih nadzoruje pač vlada oziroma SDS, skoncentrirali na predsednico države z zelo, zelo neotipljivimi obtožbami o sodelovanju ali pa potencialnem sodelovanju z ruskimi obveščevalnimi službami. Varnostna tveganja, recimo medtem, ko je pa kar zamrla debata prvič o tem, da se sploh ne ustanovi komisija, ki bi obravnavala vpletanje izraelskih paraobveščevalnih, da ne rečem obveščevalnih služb v slovenski demokratični proces, kar je zelo velika tema. In naenkrat iz tako rekoč na videz prazne stvari, narediti prioriteto. To nekako bije v oči in kako se usmerja to debato, je tudi zelo zanimivo. Mislim, za dodati še podatek, da bi predsednik Državnega zbora šel na obisk v Rusko dumo. Ja. Zdaj, in to v solistični maniri, brez da bi dobil nek mandat, verifikacijo recimo Državnega zbora, da bi bil usklajen z zunanjim ministrstvom, ki vodi. Kot občan bi šel on tja. Ja, ampak z blindiranimi avtomobili in s častmi predsednika Državnega zbora. To striže, zelo striže. Nekako ne gre, ne. Včeraj je bila dolga seja Državnega zbora, na kateri so razpravljali še o 3 referendumih, se pravi ukinitev RTV naročnine, potem se pravi referendum o tako imenovanem družbeno koristnem delu, se pravi socialna pomoč ne bi se pogojevala s tem, da prejemnik nekaj dela. Pa še 3. referendum, se pravi volilna pravica tujcev. Živečih državljanov v Sloveniji. Ja. Ker je nekoliko nenavaden, ker ta 3. referendum ne bi bil posvetovalni, hkrati pa je zakon, ki jemlje volilno pravico tujcem na lokalnih volitvah, že bil sprejet. Se pravi, bi o že sprejeti odločitvi imeli posvetovalni referendum, ne pa naknadnega zakonodajnega. Ja, ta slednji referendum bo pristal na Ustavnem sodišču skoraj zanesljivo. Tako da prva 2 sta pa sporna v svoji intenciji, v nameri, da poskuša. Prvi, recimo v zvezi z RTV-jem, je evidentno uperjen v eliminacijo javnega prostora ali poškodovanje javnega prostora, ker nacionalna RTV je pač nacionalna dobrina, ki pokriva javni prostor na nek specifičen način, tako kot povsod po svetu oziroma po Evropi, in v tem pač slovenska ureditev ni nič drugačna od ureditev v rečemo, dobrih, visokih demokracijah. Napad na ta prispevek je dvorezen meč in ne samo dvorezen meč, intenca, ki jo kaže, je pa strašljiva. V čem je dvorezen? Dvorezen je preprosto v tem, da poskuša nekaj, kar je dobrina javnega prostora in, če hočeš, manifestacija civilne družbe v okviru neke države, to poskuša spraviti na bodisi zasebno pobudo, bodisi na razpršeno pobudo, na nekaj, kar razbija koherentnost javnega prostora na enak način kot drugi, ne tretji, pač drugi referendum, razbija koherentnost socialnega prostora, ker namera drugega referenduma je v bistvu v razbitju nekih socialnih vizij. In oboje je, drugi je recimo napad na socialno državo, prvi je pa definitivno napad na družbo kot tako. Zakaj pa dvorezen? Dvorezen je preprosto zaradi tega, ker
Istočasno, ko se na nivoju Ministrstva za kulturo ali pa razprave o kulturi ukinja 101 projekt, ki angažira ljudi v kulturni prostor in jih poslej poskuša na nek način bremzati, blokirati ali pa onemogočati, se na drugi strani povečuje drastično prispevek za socialne prispevke verskih uslužbencev. In seveda to takoj je že sprožilo, to je v Glasu ljudstva Dušan Keber že nakazal in pokazal, če je to tako, zakaj pa tega ne damo potem na referendum. Se pravi, da bi ljudje, ki se prepoznavajo v tem verskem bazenu, se odločili in povedali, oziroma vsi ljudje v Sloveniji povedali, ali želijo iz državnega proračuna namenjati sredstva za partikularne verske skupnosti. In znotraj tega še več napeljuje k naslednjemu vprašanju, ali vsi tisti, ki pripadajo temu prostoru, hočejo plačevati prispevke, ali se strinjajo s tem, kar verske skupnosti počnejo. Skratka, nekaj, kar pravzaprav družbo precej desetka jo spravlja v področje nekega prepira ali pa nekih dvomov ali pa družbeno kohezivnost. Se pravi, imamo tukaj na nek način demontažo družbene kohezivnosti, v drugem referendumu demontažo socialne kohezivnosti in na koncu koncev v tem, kar so začele v debati, v primerjavi z ustavo. Kaj pa ustava pove? Ustava govori diametralno nasprotno, govori o povezljivosti, govori o temeljih človekovih pravicah, govori o tem, recimo pri socialni kohezivnosti ti ne moreš nekoga, ki je v socialnem stanju, rečemo v slabem socialnem stanju, pogojevati z družbeno koristnimi deli, naprimer. Meni je ušes zavibriral, ko sem slišal sintagmo družbeno koristno delo. Zakaj? Zaradi tega, ker kdor je spremljal zgodovino Federativne ljudske republike Jugoslavije, mu mora sintagma družbeno koristno delo zazveneti v ušesih in se mora spomniti leta, mislim, da 49. Družbeno koristno delo je bil kazensko-administrativni inštitut, ko se je ljudi, ki so preveč jezikali ali pa so bili naklonjeni informbiroju, pošiljali na Goli otok. Na družbeno koristno delo. In potem to, da so oni šli na Goli otok, kjer so tam kamne tolkali, to je bilo družbeno koristno delo, s katerimi so se ti realni ali domnevni informbirojevci potem ustrezno preoblikovali in revidirali svoje stališča. Družbeno koristno delo tukaj izhaja. Jaz sem bil na Golem otoku, sem bil tudi z tistimi, ki so bili tam zaprti in so povedali, kako je izgledalo to družbeno koristno delo. Da so kamne prestavljali v največji vročini iz enega kupa na drugega, potem pa iz drugega nazaj na prvega. Jaz ne vem, v čem je bilo to lahko družbeno koristno delo, to je bilo bolj pranje možganov pa lomljenje hrbtenic. Pa prispevek k revidiranju stavova, reviziji stališč. Zdi se, da so te prakse, če ne v ena na ena, prevedljive v današnjo stanje, pa po duhu na vsak način. Mislim, mi je tako čudaško, da pobudniki koncepta družbeno koristno delo v sedanjosti nimajo toliko zgodovinskega znanja, da bi vedeli pravzaprav, kaj je koren tega. Asociacija je pa zelo neprijetna. To, kar se pogovarjava danes, in mislim, da je to zelo pomembna debata, skupni imenovalec, če bi v eno besedo spravila duha te najne današnje debate, je ustava. Ustava vsebuje pa nabor, družbena pogodba, nabor temeljih človekovih pravic, vrednot, predvsem pa vrednot. In za največjo kontroverznost je poskrbel seveda zdaj minister za šolstvo, seveda verjetno po nareku predsednika vlade, da se prvošolčkom deli ustava. Se pravi, ko prideš v prvi razred osnovne šole, se jim da ustavo. Še brat ne znaš, pa dobiš darilce. In tukaj se nekako pokaže vsa ta, če bi rekel hipokrizija, bi bila zelo težka beseda, ampak protislovnost, rečemo, tega dogajanja. Kot je opozorila profesorca z filozofske fakultete Mojca Kovač Šeberta, je pokazala,
natanko na to, kaj je osnova in kaj je temelj vednosti, kaj je prostor vednosti, a ne, in kako temu prostoru pripada učitelj in kakšno vlogo oziroma kakšno mesto ima tam učenec. Se pravi, gre natanko za definicijo javnega prostora, za definicijo vednosti in za definicijo tega, kako vstopimo v proces, v katerem začenjamo oblikovati samostojne kritične osebnosti. In ko so te izoblikovane, so šele sposobne brati zahtevne tekste, kakršna je ustava. Ne. Včasih, kot je mislec pedagog Herbert pokazal, je ona v javnost zapisala, ne, je bilo to, ne, da se vzpostavlja okolje, v katerem iniciiraš učenca skozi disciplino, skozi dolžnost in skozi učni proces v oblikovanje v abstraktno razmišljanje, v oblikovanje abstraktnega razmišljanja. In to je cilj, ki ga ti ne moreš podrediti temu, kar Rončević sicer kot minister zagovarja, ne? Uporabne študije za to, da bodo ljubili državo, da bodo služili državi. In kot je Vezjak Boris pokazal, cilj te vzgoje ni v tem, da bodo pokorni državi, ampak da bodo odporni pred zlorabami države. Ustava je tista, ki jih bo omogočala kot avtonomne, kritične osebnosti za to, da bodo oni subjekti, ne pa da bodo podložniki in objekti, tako, ne? In to je ključ vsega. Ne? In tle se je pokazala ta neverjetna protislovnost tega dogajanja. Po eni strani v parlamentu eklatantno kršijo ustavo z proceduralnimi fintami, recimo to, da sploh ne sprejmejo dnevnega reda, kar je seveda vznejevolilo Miho Brejca, ki je podobno kot Jože Pučnika, državo, ustavo in pa formo države postavil na zelo visoko mesto. Kljub domoljubje ni najvišja vrlina. Najvišja vrlina je moderna država, v kateri je subjekt lahko ne samo avtonomen, ampak kritičen, brez da bi za to negativne posledice doživljal. Hkrati to počno, na drugi strani pa neoblikovanim otrokom v prvem razredu šole delijo ustave. Ne? Konceptualno je to popolnoma zgrešeno, bojim pa se, da je stvar mogoče celo prozaična in banalna. Kdo bo s tem zaslužil? Tle treba zmeraj pogledati, kdo bo ta posel dobil. Se veš, kako so bili v prvih vladah Janševih tiste svinčnike, blokce, ne vem, kaj se je vse delilo za to, da so zaslužili, da je njegov krog lahko neke posle ustvarjal. Ampak to je banalen vidik. Ne? Teoretski vidik ali pa državljanski vidik je pa v tem, ne? Se pravi, po eni strani je minister zdaj rekel šolnikom, da imajo zaveznika v oblikovanju kritičnih osebnosti, po drugi strani jih pa podreja v bistvu nekemu domoljubju, ki ni v bistvu nič drugega, kot pa zmanjševanje kakovosti in višine kritične osebnosti. Kritična osebnost je ravno zato lahko kritična, ker je dovoljeno in je sama po sebi zmožna ustvarjati distanco do vsega in se potem kot avtonomna osebnost postaviti v javni prostor z svojim lastnim stališčem, ki je hkrati stališče, ki priznava nekaj večjega od sebe, to je pa občečloveški zakon. In ustava ta občečloveški zakon zagotavlja. Kaj pa naša oblast počne oziroma parlament? Napada sodišče, ki predstavlja ustavnost na najvišji ravni in tolmači to ustavnost na način, kot povedo, da je nad njim samo še modro nebo, ampak dejansko zastopa temeljne človekove pravice in zastopa vrednote ustave in države. Sama protislovja, ki jih je izredno težko spraviti v tak red, da bi jih na kakršenkoli način lahko upravičeval. Dober, kaj, se vidva midva čez en teden? Ja. Se vidva? Ja. Povabva še enkrat, naročite se na delo.si. Hvala za današnjo razpravo.